Drage gledalke in gledalci, še ena oddaja je pred nami, oddaja Župan za vas. To podgostimo v našem studiu na televiziji AS, gospoda Iztoka Farteka, župana občine Šalovci. Dobrodošli, Istok. Dobar dan, lep pozdrav. Torej, danes bo govora o vaši občini, o vaših dosežkih v zadnjem mandatu, v zadnjih 4 leti, v zadnjem letu. Kolikor vem, koliko sva malce tudi poprej poklepetala, kar se tiče vodooskrbe, kar se tiče kanalizacije, ste ena redkih občin v deželi ob Muri, ki imate te zadeve zaključene oziroma projekti so končani. Tako je, vodooskrbo imamo urejeno za celotno občino, kanalizacijo smo pa izgradili v naselju Šalovci in pa Domanjševci, kjer je tudi smiselno graditi kanalizacijske sisteme v takšni obliki, na ostali območji pa bomo sofinancirali izgradnjo malih čistilnih naprav. Gre za to, da je občina seveda tudi na hribovitem delu, naselja so malce razdrobljena in tu je zadeva bistveno dražja kot recimo v strnjenih naseljih. Tako, to je res, kot vemo je občina Šalovci spada ozmalaži na območju demografske ogroženosti ob meji z Madžarsko in vasi so, lahko vemo, velike, gospodinjstva pa malo. In če greva takoj od teh zadev na drugo infrastrukturo, cestno infrastrukturo, gre skozi občino državna cesta, medtem ko je veliko verjetno občinskih cest, za katere pa skrbi sama občina. Tako je, v občini imamo nekako oziroma približno 90 km občinskih cest, za katere skrbi občina, zato tudi ves čas posvečamo posebno pozornost izgradnji in pa varnosti naših občank in občanov, zato tudi v letošnjem letu gradimo dober kilometer pločnikov z ulično razsvetljavo v Domanjševci in pa imamo vse pripravljeno za državno cesto, ker smo tudi sami izdelali dokumentacijo, da bomo skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo naslednje leto skozi naselje Šalovci, kjer poteka državna cesta, izgradili prav tako pločnike in pa ulično razsvetljavo. Gre za del Goričkega, ki tudi veliko vlaga v turizem. Glede s infrastrukturo, kako je s kolesarskimi potmi, potem pa seveda vsem drugim na področju turizma, tistega zelenega turizma, kar nekako predvideva tudi načrt države. Tako je, nekako občina, kot sem že povedal, leži na takšnem območju, kjer je razvijati turizem smiselno in pa tudi logično. Zato smo se tudi nekako že pred časom opredelili, da bomo razvijali turizem in pa podjetništvo. Tudi sem iskal različne razpise in tudi uspel, da smo v Markovci obnovili zgradbo bivše osnovne šole in ga prerodili v turistično-nastanitveni center z 52 postelji. Prav tako poteka projekt čezmejne Slovenija-Madžarska, kjer pa bomo v Čepinci na območju bivše Karovle izgradili gradničarski muzej. Druga plat pa je, kot sem povedal, če želimo, da naši ljudje imajo službe doma in pa tudi, da jih nekako zadržimo na našem območju, moramo vlagati v podjetništvo, zato smo tudi pripravili in uvrstili v dogovor za razvoj regij, ki bo sofinanciran strani Ministrstva za gospodarstvo in pa evropskih sredstev, da bomo v naslednjem letu v Šalovci zgradili obrtno cono, kjer se dogovarjamo in tudi poskušali se dogovoriti, da bomo odprli nekaj novih podjetij. V čem vidite vi recimo prednost občine Šalovci napram recimo drugim pomurskim občinam ali pa deželi v Muri? So kakšne danosti, ki bi veljalo izkoristiti, vlagati v nje? Kot sem že povedal, predvsem vidim v možnosti razvoja turizma, ker Goričko je hribovita pokrajina, sicer ne gradimo kolesarskih stez, ampak imamo urejene občinske poti in pa tudi druge poti, javne poti, gozdne poti. To je območje, kjer se lahko ljudje kolesarijo, hodijo in imamo idealne možnosti za razvoj turizma. Občina Šalovci je mejna občina z sosednjo Madžarsko. Tako je. Je kakšna prednost to, kakšno je sodelovanje z sosedi? Moram povedati, da je to po mojem mnenju velika prednost, saj z porabskimi občinami, vsemi občinami, predvsem kjer živijo Slovenci, veliko sodelujemo, skupaj smo tudi v različnih projektih čezmejni in tudi nekako smo se zavezali, da je to sodelovanje še poglobimo, tako da madžarski turisti oziroma gosti prihajajo k nam in pa seveda tudi naši gosti, ki bodo na našem območju, bodo šli na Madžarsko, ker je nekako v zadnjem obdobju prav področje Porabja in pa Goričkega postalo zanimivo tudi za slovenske in pa tudi tuje turiste, ker, kot vemo, je
v določenih predelih turistov preveč, pri nas je pa mirno področje, mirni okoliš in pa predvsem lepa narava, neokrnjena, čista in to so pač turisti, ki takšne destinacije tudi iščejo. Ko ste rekli dobro sodelovanje, izmenjava turistov, seveda tu gre za ljudi, izključno delate v dobro ljudi, ne nazadnje verjetno tudi povezovanje društev, društveno življenje, kulturna društva, športna društva, gasilstvo in tako dalje. Tudi za to treba vse v občini skrbeti. Tako je res, to je res. Mi imamo kar veliko število društev, tudi gasilskih društev, ki že sedaj sodelujejo in kot vedno pravim, nekako društva so prav tista, ki so najboljši ambasador občine tako doma kot tudi v tujini in lahko smo veseli, da pač ta društva dobro sodelujejo. Zadnja takšna preizkus bo tudi naslednjo nedeljo, ko imamo kapustni dan, ko bodo prišli kuha tudi iz Madžarske, z teh pobratenj oziroma občin, s katerimi sodelujemo. Društva gasilska pa vsako leto imamo nekaj srečanj, ko se pač izmenjajo izkušnje in pa tudi skupna vaja. Župan Iztok Fartek, župan občine Šalovci, kaj kot prvo recimo je bila prioriteta, hipotetično vprašanje, če bi imeli na voljo seveda dvakrat, trikrat večji proračun, česa bi se lotili v naslednjem mandatu kot prvo nalogo, kot prioriteto za občanke in občane? Saj imamo mi v plani, sicer res je denarja vedno premalo, zato tudi iščem vedno razpise, kjer je tudi sofinanciranje strani države oziroma Evrope. Je res, da moramo urediti še nekaj občinskih cest, ampak prva prioriteta je ureditev industrijske cone, kjer bomo zagotovili nekaj delovnih mest za naše občanke in občane in pa seveda še nadaljnji razvoj turizma, kjer tudi že imamo pripravljene projekte, s katerimi bomo vlagali še v nadaljnji razvoj. To je gotovo eden od tistih korakov, da zadržite tudi mlade, morda za konec, kakšna je fluktuacija, odhod mladih, morda iz občine, kakšno je vračanje, kako jih zadržati, kot nekako merilo, kot neko dolgoročno vlaganje v prihodnost občine. Tako je. Glavni cilj je, da pač ostane čim več mladih na podeželju. Sicer veliko odseljevanja ni, je problem, da so mladi zaposleni predvsem v tujini in tudi večino tedna odsotni. Želim zato tudi ena od mojih prioritet, da pač uredimo obrtno cono, kjer bo nekaj podjetij, kjer se bodo lahko mladi tudi zaposlili. Problem pa je, ker današnje družine so maloštevilne, mladih je vedno manj in kot vedno pravim, poleg problematike divjadi, ki je na Goričkem zelo velika, so delovna mesta tista, ki lahko zadržijo mlade na podeželju in tudi nekako vidim v razvoju turizma dodatne možnosti, posredne učinke tudi za vse občanke in občane, da lahko tudi na tem področju uredijo dodatne dopolnilne dejavnosti in nekako tudi dodaten vir zaslužka. Drage gledalke in gledalci, v današnji oddaji Župan za vas smo gostili gospoda Iztoka Farteka, župana občine Šalovci na Goričkem. Verjamem, da vsi tisti, ki se bolj poredko podate v ta čudovit konec naše domovine Slovenije na Goričko, ste izvedeli veliko tega, tudi tam življenje teče naprej in bo, seveda z željami za še boljši razvoj celotne regije. Pa do prihodnjič, srečno.